In to bo trajalo to jutro, oziroma to dopoldne. Boris Pahor, predsednik države, je z nami, prišel je v studio Aktuala. Kakšna čast, tukaj je postalo kar vroče, dobro jutro. Kakšna je bila pot do sem? Kako izgleda Mojca zdaj v živo? Karkoli rečem, me bo obremenilo. Dobro, bomo Pahorju spustili malček glasbe, da se malček odpočije, to bomo dali brisačko Aktualovo, da se pobriše, ker mu je postalo zelo vroče. In Goran Karin je z nami in Karmen Stavec in se sprašuje, koga ljubiš zdaj? Gospod Pahor, koga ljubite zdaj? Tudi vas imam rad. Nimamo pojma, koga ljubi, ampak je prišel. Dame in gospodje, ste v novem predsedniškem jutru na Aktualu z Borisom Pahorjem. Vaša gostitelja sta Mojca Gornik in Jure Ličan, ki je trenutno na poto. Če bi se mi pa zdajle kaj zmenila, bi šlo čez? Bom jaz začela. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik na Aktualu. Veste, da ste vi prvi predsednik, ki se nas je upal obiskati? Ne gre še. Dobro jutro, Mojca. Dobro jutro. Ja, ne vem, a se umaknem, gospod predsednik, zapustim studio? Ne, ker tudi vi ste, če nimate kravato. To si bom pa zapisal, to bo že šlo v moje anale. Poslušalcem, kravato ima zavezano na majico. Na Aktualovo majčko. Medtem, ko je Mojca res praktično v večerniku, v obleki. In to človeku jemlje sapo, tako da sem zelo počaščen, da ste Si bom jaz napisala v plus. Kaj ste rekli, Mojca, nekaj ste me vprašali? Če veste, da ste prvi predsednik, ki se nas je upal obiskati v studiu. A je zato potreben pogum ali kaj? Ja, mislim, a je vedno tako, da se tako hitro odzovete, ko vas ženska povabi na kavo? Glejte, jaz sem predsednik vseh državljank in državljanov. Ja, ampak kdaj ste bili nazadnje na kavi z žensko? Razen zdaj. Mislim, vsak dan. Mislim, tako intimno, tako kot stanjo zdaj ne skoraj. To pa ni zelo. Oziroma Mojco je stanjo. Mojca zmedla si na tej obleki. Če me sprašujete potem, ali se rad družim z ljudmi, se rad družim. Zdaj, ko hodim po Sloveniji, sem vabljen na kavo tako rekoč iz ure v uro. Tako da odgovor na vaše vprašanje, ki bi bil zdaj pošten, bi bil, da res zelo velikokrat na dan od zelo veliko deklet in tudi od fantov. Čeprav fantje radi ponudijo kaj bolj konkretnega, čeprav ne pijem, vljudno zavrnem, ampak v teh dneh, ko se sprehajam po Sloveniji, sem res deležen velike prijaznosti in običajno se začne s ponudbo za kavo. Aha, se pravi, najina kava zdaj ni nič posebenega. Mojca, predsednika se to ne vpraša. To je ribarjenje za komplimente. Seveda je posebno, za nič na svetu ne bi zamudili priložnosti. To je zdaj privilegiran položaj. Ko smo že pri Mojci, s Tanjo več ne živita? Ne, mi dva nismo nikoli živela skupaj. 30 let sva par, vsak ima svoje življenje in vsak ima enega in drugega. In skupaj ima čudovitega sina. To pa sem opazil, zelo lep otrok. To sem tudi jaz opazila. Ampak še enkrat da spomnijo poslušalci, kako se je to odvijalo, ne? Če bi se mi pa zdajle kaj zmenila, bi šlo čez? Zdaj vi ste samski, gospod Pahor? Ne, v stanju živela pač svoj stil življenja. Kar je res, kot vidite, ne? Ja, ker smo opazili, da ste izreden romantik tudi, ne? Ja, na koncu so dovoljene samo še sanje. Gospod predsednik, kaj pa je bila najbolj romantična stvar, ki ste jo hoteli narediti, pa je niste? Ne hotel sem jo, pa sem jo naredil. In to je bila? Za darilo sem napisal knjigo. Osebno knjigo? Več ne moram povedati. Kaj pa vaš sin, Luka? A bo še po vaši poti? Ne, on pravi, da gre po svoji in ima prav. Mislim, bo tudi on maneken? Ja, nekaj takega se obeta. Moram vprašati, Mojca, a ima tudi vaš sin veliko žensk? To je njegova stvar, to se jaz natikam, razen koliko mi pove in to je njegova stvar. Zdaj bom jaz tole malo napetost umirila, pa me zanima, gospod Pahor, če bi si zdajle lahko zbrali eno pesem, katero bi si? Mogoče bi zdaj, tako kot običajno,
prišel prav v Sinatra, My Way. Je to dovoljeno? Absolutno je dovoljeno. Predsedniku države je absolutno vse dovoljeno in bomo poskusili ugoditi. Katero pesem pa? My Way. My Way. Prav My Way. My Way prihaja za predsednika države. Bomo prepevali zraven? Ne, to si ne upam, zaradi vaših poslušalcev in poslušalcev. Bučalo je zdaj v studiu, to je bila glasbena želja predsednika države Boruta Pahorja, Frank Sinatra in My Way. Hvala, Jure. Pasala. Jaz sem še vedno kle. Mojca te ne bo pasala kasneje. Dame in gospodje, v naši družbi je njegovo visočanstvo, predsednik države Borut Pahor, ki bo to jutro na Aktualu počel vse, kar si bo Mojca zaželela. Težte, jaz bom ponižno pred vrati. Gospod predsednik, midva celo noč nisva spala, evo priznam. Ne, Jure pri sebi doma, pa jaz pri sebi, tako. Zaradi tega, ker sva se spraševala, kaj človek sploh vpraša predsednika. Kaj si Jure tako prišel? Mislim, kaj ste rekli, Mojca? Da sem se spraševala, kaj naj bi vas sploh vprašala. Ker je že toliko enih vprašanj bilo postavljenih, da si o vas lahko pravzaprav vse preberemo. Recimo, kaj vas res zanima? Recimo, kaj bi se vi kot predsednik... Jure, brez zamere, Mojca izvolite. Kaj bi se vi kot predsednik vprašali, pa vas nikoli ni še tega noben vprašal? Niste slabi. Si dobro. Nekaj, kar ne bi rad odgovoril. Ampak konkretno. Saj ni treba odgovoriti, samo vprašanje si zastavite. Ok, dajmo obrniti. Kaj bi se vi kot predsednik vprašali, ne? Kaj je tisto vprašanje, dejansko, katero je tisto vprašanje, ki si potiho vedno želite, da vam ga ne bi postavili, ne? Ne, takih vprašanj ni. Jaz sodim med tiste, ki je mogoče odgovoril na prevečnih, ne na premalo. Se strinjate? Se strinjam. Ne gre za to, da bi me kakšno vprašanje spravljal za drego. So vprašanja, ki so običajna v takih pogovorih, so vprašanja, ki so neobičajna in so vprašanja, ki človeku dajo misliti mimo političnih razprav. Recimo, javnost je zapomnila to moje razmišljanje o demonih in angelih v meni. To je recimo ena taka stvar, ki mi daje vedno misliti. Mislim, da ni slabih in dobrih ljudi. Mislim, da je v nas in dobro in slabo in da skozi poteka v nas nek boj, da dobro premaga te sirene slabih hotenj ali pa stvari, ki so v nas. In ta boj je treba neprestano biti za to, da dobro uspeva. In to v posamezniku in med nami v skupnosti. To so take stvari, ki so zelo osebne, intimne, pa hkrati tudi pomembne za vse nas. Danes ne bomo govorili o politiki, predvsem vi ste ljudski človek, bomo govorili o ljudeh, da ne bodo sama apolitična vprašanja to jutro. Jaz sem recimo iz Pirana in kako se vam zdijo Pirančani kot ljudje? Mislim, mi dva so Primorca. Primorca sva, res. Vi nekoliko bolj vidite morje, jaz pa so v Gorici. Če stopite na prste, ne, se tudi vidi. Če grem gor na Kras domov, ga pa že vidim. Oba sva temperamentna, vidim. Jaz bi drugač malo zavezal kravato. Bomo potem poskusili še enkrat. Jaz mislim, da je nekaj na tem o primorskem temperamentu, mislim, da je. Čeprav, ko grem zdaj po Sloveniji, odkrivam eno stvar. Lahko povem, kaj se mi zdi, da sem odkril na novo, čeprav bodo zdaj poslušalci rekli, da je to že stara znanost. Slovenci veljamo za zelo zadržane ljudi. Vendar, če se ti nasmeješ nekomu, ki gre proti tebi, in je ta zelo na prvi pogled zadržan in zatopljen v svoj svet, če se nasmehneš, iztegneš roko in ga pogledaš v oči, se bo ta nemudoma, tako rekoč nemudoma nasmehnil, podal roko in pogovor bo stekel. Hočem reči, da samo en kanček, en trenutek, en milimeter prijaznosti je potrebno, da se odpre popolnoma nov svet ene komunikacije med nami. Če pa greš mimo, brez nasmeha, brez iztegnjene roke, brez pozdrava, ga seveda tudi ti ne boš deležen. Malo je treba dati, da se dobi ogromno, ne? Ja, medtem ko tujci
So pa mogoče privilegirani v tem smislu, da Slovenci čutijo neko potrebo, da so do njih prijazni in to storijo sami. Zato tujci od nas mislijo, da smo zelo prijazni. Med sabo pa mislimo, da nismo tako zelo prijazni Slovenci. Jaz mislim, da vse, kar je potrebno vedeti od nas, je, da je treba samo pokazati pripravljenost, da si prijazen in si je deležen v neskončno veliko. Zdaj pa, če se vrneva nazaj v Slovenijo, jaz sem pa z Ribnice. Kakšni so pa Ribančani? Tudi v redu. Mislim, da ni slabih ljudi v Sloveniji. In ko me kdo vpraša, kaj imamo Slovenci, seveda imamo lepo deželo, prelepo, imamo čudovite ljudi. Ampak vse to, kar bom zdaj rekel, bo delovalo tako zelo v nekem kontekstu, neke predvolilne kampanje, zato so take besede danes pretežke na več. Evo, tule, če pogledate skozi šipo, imamo producenta, ime mu je Tomaž v sosednji sobi. Tomaž, pomahaj. On je iz Kamnika. Kakšni se vam zdijo pa Kamničani? Tomaža A ga ni? Ne, Tomaž je šel. A, res ga ni, zapustil. No, on je iz Kamnika, se bom potem poslušal. Kakšni se vam zdijo pa Kamničani? Se ne moram reči lepših besed o nikom. Lepo ste povedali, lepo ste zaključili. In Lahko? No, zdaj pa gremo iz Slovenije v Združene države. Bomo rekli še kakšno o njih. Amerika je zelo popularna postala v Sloveniji, potem ko je Melania postala prva dama velike Amerike. No, in ker ima Melania zelo rada predsednike, me zanima, če bi bili vi samski pa ona pa. ne. Zdaj, tukaj imate polno domišljije, še več, kaj jaz. Mojca, pomagajte mi, kaj bi bil pravilno odgovor na to vprašanje? Če bi poznala vaš tip ženske, bi znala odgovoriti, tako pa žal ne. Ne, se ne moramo zapeljati v to smer, Melania je žal vezana, tako srečno poročena. Gospod predsednik tudi, ne pozabi. Ja, tako da ne moramo. To debato bomo prekinili zdaj malček za glasbo. Pri tem pa bi jaz prosil, če lahko greste na Facebook in Instagram, tako da nam začnete slediti, kot mi vam zdaj sledimo. Vidiš, Mojca, kaj lahko izsiliš predsednika, če delaš na radiju. Zdaj pa eno glasbeno željo bi prosil. Spet? Ja. Pa pojmo na Poletno noč. Na Poletno noč pojmo. Gospod predsednik, še enkrat dobrodošli v Aktualovem studiu. Zanima me, kaj bi sporočili vsem tistim, ki na vašem Facebook profilu ali pa na Instagramu še nikoli niso stisnili nobenega lajka. Da si ga pol tudi ne zaslužim. Vse, kar dobim, je prigarano. Bom pa tako rekla, da so pa že odzivi na Aktualovem Facebooku in tako vam poslušalka Zina sporoča oziroma pravi pozdrav za najboljšega človeka in najboljšega predsednika Pahorja. Potem Marija dodaja, bravo naš gospod predsednik Borut Pahor. Včeraj sem imel eno tribuno, tradicionalno v Izoli, in sem na začetku dejal, da je ta način kampanje, ki ga zdaj vodim, zelo zapeljiv. Namreč človeku pravzaprav vzame neko racionalno presojo, koliko podpore pravzaprav res ima, ker jaz sem v politiki 25 let in veliko kampanj sem naredil. Vse so se uspešno končale, ampak v nobeni nisem bil deležen take pozornosti in prijaznosti ljudi, kot sem zdaj. Ali to pomeni podporo, ali to pomeni samo en znak enega, recimo, spoštovanja ali kaj takega, to ne bi znal oceniti. Zato zdaj niti ne znam odgovoriti na vaše vprašanje, ki ste mi ga dali v odmoru. Kaj pričakujem na volitvah. Vsi ti odzivi so zares tako prijazni in večinoma, tudi ni nobenega sovražnega. Vem, da me vsi ljudje ne podpirajo, to je normalno. Ampak nisem deležen, ko grem po cesti, ali ko se kje ustavim, ali komu kaj rečem. Nisem nikjer deležen neke žal besede. To je zares osupljivo in vam ne moram povedati, kako lepo mi v tem smislu. Pa lahko v tem trenutku rečete, da ste najbolj iskren politik v Sloveniji? Ker ljudje imamo, bom rekla, zunanjo javnost, imamo včasih občutek, da je kdo malo zaigran ali pa da govori same lepe stvari, prodaja rožce. Ne bi si upal reči, da sem najbolj iskren. Temu se vedno izmikam takim ocenam. Mislim, da bi bila to zelo domišljava izjava. Nisem pa človek, ki bi recimo neke stvari, ki mu niso v prid, poskušal na vsak način skriti, ker so evidentne in se mi zdi, da je kakšenkrat pač dobro reči, da je res, če je nekaj očitno. Jaz moram povedati, da je znano. Če mi Jure reče, da sem nečimeren, bom rekel, ja, Jure sem. Nisem tega povedal, nikoli ne bi. Vi ste ena faca človeka, lahko rečem takole. Evo, pa moram priznati. Skratka, hotel sem povedati, danes je z nami predsednik države Borut Pahor, ki je danes v hudih bolečinah tudi tukaj. Nismo omenili, vi ste zdaj imate hude bolečine. Ja, seveda, za hojo so. Neke kostnice,
To je bolečina, ki jo poznajo v glavnem tekači, tudi pohodniki. To je bolečina, ki ponavadi zelo onemogoči potem naprej tekmo. Jaz se mogoče jutri vračam spet nazaj. Imam željo, da bi obiskal Velike Lašče, Male Lašče, vse tam okrog. Ribenco? Ribenco, ja. Tako da želim se vrniti nazaj, nekako me je to zapeljalo do te mere, da sem postal odvisen od teh stikov, od te drugačne komunikacije, kot smo bili doslej vajeni. Veste, nihče še doslej se ni na nacionalni ravni odpravil od vrat do vrat. Mislim, da tega tudi sicer, koliko smo lahko pogledali v svetu, ni bilo. In 633 km peš poti je neka izkušnja, ki mu zavedno ostala v spominu. Tako da bi se rad čim prej vrnil kljub temu bolečinam. No zdaj, če smem, vas bomo aktualno postavili pred en nori aktualno izziv, dajmo temu tako reči. Zasledil sem, da imate seveda ogromno oboževalcev na Facebooku, ogromno, ampak se najde tudi kakšen, dajmo mu reči, neoboževalec. Ne? In a si upate enega tega neoboževalca, ki sem ga zasledil na vašem Facebooku, prebrati na glas in mu zdaj kar v živo odgovoriti? Ne, mislim, da ima vsakdo pravico napisati in jaz to preberem in upoštevam, koliko menim, da je potrebno. Vse so zelo nedolžni. Ne, v redu je. Spoštujem. Pa Jure se je tako potrudil. Kar si zaželi predsednik, moramo spoštovati. No, jaz bi pa še nekaj rada povedala, da glede na to, da je do tele naše kave prišlo na zelo spontan način, ko sem vas poklicala ravno med vašim pohodom, pa je bilo slabo vreme, pa sem rekla, da naš predsednik... Po najnem pogovoru se ne bo razjasnil. No evo, ampak takrat sem poudarila, da imamo predsednika, ki, če si postavi cilj, ga doseže, s tem, da imate trenutno vnetje pokostnice in ste rekli, da bi se spet zdajle takoj vrnili, če bi se lahko, ste s tem samo dokazali to in ste vedno tako vztrajni. Ja, nekaj te trme je v tej kraški krvi, tako da upam, da mi bo to uspelo. Tudi ob vaši spodbudi, Mojca, ste zelo prijazni, ker ste me povabili na kavo. By the way, grem kaj. Ja, to ima pa. Ja, nismo vprašali, ja. Ker vi ste tako sladek človek, smo rekli, da ne rabijo niti sladkorja v kavi, kaj ne? Ne, priznaj, da sva sklepala po sebi. Ne smeš tega povedati, no, tudi če sva ne smeš. Ampak kakorkoli že smo pri koncu, ali kaj? Se mi zdi, da si že kravato razumel. Če smo, potem bi se rad zahvalil Mojci, tudi vam, Jure, da ste me povabila. To je bila čudovita družba. Ne more človek med vsako jutro tako čudovita družba. Laskana, malo še.